Varčevati bo treba, sploh če se bo zmanjšal RTV prispevek za prihodnje leto, so prepričani v sekciji honorarnih sodelavcev, a ne na račun honorarcev. Dolgoletni honorarni sodelavci, gre za več kot 500 posameznikov, smo nepogrešljivi člen pri ustvarjanju vsebin javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija. Zato odločno zavračamo varčevalne ukrepe, ki gredo v smeri množične prekinitve sodelovanja s honorarnimi sodelavci. Med drugim zahtevajo redno zaposlitev honorarnih sodelavcev, ki opravljajo delo primerljivo z delom redno zaposlenih, in sklenitev dogovora z vodstvom in svetniki o priznavanju pravic in zaposlovanju honorarnih sodelavcev. V nasprotnem primeru grozijo s tožbami. Honorarce so podprli tudi svetniki, čeprav so nekateri med njimi še na prejšnjih sejah zagovarjali odpuščanje. Vodstvo pa odgovarja, dogovori da, a denarja preprosto ni. Če pa vi imate način, kako boste plače znižali, ki pomenijo pol našega denarja, pa če upošteva zraven še honorarje, to 78 milijonov je samo stroškov dela skupaj s honorarji. Kolikor vem, v vzgoji in izobraževanju smo te zadeve reševali, je vsak, ki je 3 leta honorarni sodelavec po zakonu, skratka, mu pripada redno delovno razmerje. Da so razmere res kritične, pa pričajo tudi nekateri varčevalni ukrepi. In čeprav je bila seja namenjena razpravi o produkcijsko-programskem načrtu za prihodnje leto, je bilo govora o programu spet sila malo.